Margaret Campbell, vojvodinja Argyllska, je imela vse: lepoto, bogastvo in mesto v središču britanske elite. A skrivala je temno skrivnost, ki bi lahko uničila vse. Sumničo do svoje žene je njen mož udaril zaklenjen predal in odkril nekaj, kar ga je pretreslo do temeljev. Kar je našel, bi zanetilo enega najbolj razbitih škandalov v Britaniji. Škandal, ki bi Margaret spremljal vse do groba. Ženska, ki bo nekoč postala vojvodinja Argyllska, se je rodila kot Ethel Margaret Wigham 1. decembra 1912 v Newton Mearnsu, majhnem mestu v Renfrewshireu v zahodni Škotski. Njen oče je bil George Hay Wigham, uspešen poslovnež, ki je bil več let predsednik podjetja Celanese Corporation, britansko-severnoameriškega podjetja, ki se je takrat specializiralo za proizvodnjo sintetičnih materialov iz snovi, kot je celuloza. Družina je bila zaradi tega dobro povezana in premožna, čeprav po današnjih merilih niso bili izjemno bogati. Margaretina mati je bila Helen Manhaney. Margaret je odraščala in obiskovala vrsto zasebnih ter internatskih šol, tako v New Yorku kot na Škotskem, saj so bili poslovni interesi družine tako v Združenih državah kot v Veliki Britaniji. Med drugim je približno 14 let obiskovala elitno šolo Hewitt na Upper East Sideu na Manhattanu. Njena družina je veliko potovala in uživali so na počitnicah v Franciji ter na krajih, kot je otok White. Bila je to kozmopolitska vzgoja, čeprav ne povsem srečna. Zaradi številnih Gordževih afer je bil zakon njenih staršev napet, njena mati pa je Margaret pogosto uporabljala kot posrednico pri njunih zakonskih prepirih. Kaos v zakonu njenih staršev je na Margaret pustil pečat, ki je zaznamoval vse njeno nadaljne življenje. Leta kasneje so biografi potegnili neposredno povezavo med njenim razdvojenim otroštvom in škandali, zaradi katerih je postala razvpita. Toda Margaretin zdrs v škandale se ni začel šele, ko je postala vojvodinja. Začelo se je v najstniških letih s prepovedano romanco in skrbno varovano skrivnostjo. Še preden je postala debitantka, sta Margaretina lepota in šarm privabljala številne bogate in dobro povezane občudovalce. Toda za bliščem se je skrivala vse večja želja po tveganju in ena najstniška romanca ji je zavedno spremenila življenje. Leta 1928 je med enim od družinskih počitnic na otoku White začela razmerje z Davidom Nivenom, osebnostjo, ki je kasneje postal slaven igralec in leta 1958 prejel Oskarja za vlogo v filmu Ločene mize. Takrat je bil Niven star 18 let, Margaret pa 15. Toda tisto, kar se je začelo kot poletna romanca, se je hitro spremenilo v krizo, ko je Margaret zanosila. Ko so Margaretini starši izvedeli za nosečnost, so bili zgroženi. Ena izmed služkinj se je kasneje spomnila, da je izbruhnil pravi pekel. Za premožno družino višjega sloja leta 1928 je noseča neporočena najstniška hči pomenila ne le sramoto, ampak tudi družbeni propad. Odločeni, da za vsako ceno preprečijo škandal, so njeni starši hitro ukrepali. Margareta so odpeljali v London in ji opravili tajno splavitev, v času, ko je bil postopek v Britaniji še vedno nezakonit. Stara je bila komaj 15 let, pa se je znašla ujeta v nočni mori, ki je morala ostati skrita pred svetom. Izkušnja je morala biti travmatična in bila je tako globoko zakopana, da jo je Margareta kasneje popolnoma izpustila iz svojih spominov. Kljub temu pa ni nikoli izgubila naklonjenosti do Davida Nivena. Z njim je ostala v dobrih odnosih desetletja in se celo udeležila njegovega pogreba leta 1983, 55 let po njuni kratki romanci na otoku White. Če je njena družina upala, da bo ta boleča izkušnja Margareto naučila previdnosti, so se motili, saj so bili pred njo še večji škandali in veliko bolj nevarne romance. Leta 1930, ko je bila Margareta stara 18 let, je debitirala na kraljevem dvoru v Londonu in prejela naziv debitantka leta. Nato je postala ena najbolj opevanih pripadnic visoke družbe v 30 letih prejšnjega stoletja, saj je spretno manipulirala z rumenim tiskom in izkoriščala svojo privlačnost. Naprimer, redno se je pojavljala v revijah in pogosto so komentirali njen modni slog ter pričesko. Z njeno slavo se je povečalo tudi število premožnih in vplivnih moških, so si prizadevali pridobiti njeno pozornost. Med njimi je bil tudi Charles Greville, 7. grof Warwick, ki je bil tako očaran, da ji je celo zaprosil za roko.
Margareta je sprejela in nekaj časa se je zdelo, da ji je usojeno postati grofica Warwick. Ko pa je prišel trenutek, je nenadoma odpovedala poroko in povzročila pravo norijo v družabnih kronikah. To je bil zgodnji znak, da Margareta ni imela namena slediti običajem. Hkrati so jo romantično povezovali tudi s princem Jurijem, vojvodo Kentskim, mlajšim sinom kralja Jurija Veko iz Britanije in enim najbolj zaželenih samskih moških v državi. Toda Margareta ni bila ženska, ki bi dolgo ostala samska. Propad njene zaroke z Warwickom ni prav nič upočasnil njenega vzpona v visoki družbi. Če kaj, je to le še povečalo njeno privlačnost. Le leto potem, ko je prekinila z Warwickom, se je Margaret prvič poročila. Poročila se je s Charlesom Sweeneyjem, amaterskim golfistom in borznim posrednikom, ki je prihajal iz zelo bogate irsko-ameriške družine, ki je v času pozlačene dobe konec 19. stoletja v Ameriki zaslužila veliko denarja z rudarstvom. Celo spreobrnila se je v rimsko-katoliško vero, da bi olajšala poroko, in slovesnost je postala eden najbolj obravnavanih družabnih dogodkov leta 1933. Dogodek je dobesedno ustavil promet na ulicah okoli Brompton oratorija v Kensingtonu v Londonu, kjer je bila slovesnost. Posebna pozornost je bila namenjena prav Margaret sami. Njena poročna obleka, ki jo je oblikoval Norman Hartnell, modni oblikovalec, ki je ustvarjal obleke za ženske britanske kraljeve družine, je bila zelo občudovana in je še danes razstavljena v londonskem muzeju Victoria and Albert. To je pomenilo začetek vseživljenjske povezanosti z glamurjem in visoko modo. Za zunanje opazovalce se je zdelo, da ima zakon vse: bogastvo, status in prefinjenost. Za zaprtimi vrati pa se je odnos vztrajno razpadal. Zveza je trajala več kot 14 let, vendar je bila po Margaretinih lastnih besedah globoko nesrečna. Charlie je od žene želel le, da je lepa in praznoglava, se je kasneje pritoževala. Oba sta bila nezvesta in sta imela številne afere. Potem je leta 1943 Margareta prišla strašljivo blizu smrti. V incidentu, ki je za kratek čas pritegnil pozornost časopisov, je padla 40 čevljev oziroma 12 metrov globoko po jašku dvigala. Padeč je bil tako silovit, da je Margareta komaj ušla smrti. Ko se je leta kasneje spominjala te preizkušnje, je Margareta povedala: edina stvar, ki me je rešila, je bila jeklenica dvigala, ki je oblažila moj padec. Verjetno sem se jo oprijela, saj so kasneje ugotovili, da so bili vsi moji nohti strgani. Očitno sem padla na kolena in zadaj z glavo udarila ob steno. Čeprav se zdi, da je šlo zgolj za nenavadno nesrečo, je bila Margareta srečna, da je preživela. Zakon se je na koncu končal z ločitvijo leta 1947. Vendar pa ni šlo brez zapletov, saj sta imela ona in Carlo do takrat že 3 otroke, pri čemer je bil prvi iz leta 1933 mrtvorojen. Hči Frančiška Helena in sin Brian Carlo sta sledila v letih 1937 in 1940, oba sta živela dolgo življenje. Margaretina zgodovina rojstev je bila sicer zelo zapletena, saj je doživela številne spontane splave in mrtvorojenost, preden se je rodila Frančiška, kar je bilo morda posledica načina, na katerega je bila opravljena prekinitev nosečnosti, ki jo je doživela kot najstnica. Po razpadu njenega zakona s Sweeneyjem se je Margaret kmalu zaročila z Josephom Tomažem, bančnikom iz Teksasa, rojenim pri Lehman Brothers. Vendar se je skazalo, da je bilo razmerje kratkotrajno. Preden bi se lahko poročila, se je Tomaž zaljubil v drugo žensko in zaroka je bila preklicana. Margareta je nato začela kratko razmerje s Theodorjem Rousseaujem, takratnim kustosom Metropolitanskega muzeja umetnosti v New Yorku. Kmalu zatem je na potovanju z vlakom spoznala Jana Douglasa Campbella, 12. vojvodo Argyllskega, enega najvišjih aristokratov na Škotskem. Kmalu sta začela razmerje, ki se je prav tako hitro spremenilo v njen drugi zakon, ko sta se poročila 22. marca 1951. Ona je bila stara 38 let, on pa 47. Na prvi pogled se je Margaretin zakon z Argyllom in njen vzpon kot vojvodinja Argyllska zdel kot napredovanje po družbeni lestvici, privlačna družabnica iz 30 let prejšnjega stoletja, ki je po prvem neuspelem zakonu končno našla srečo. A kot bomo kmalu videli, je bil njen drugi zakon še bolj buren. Čeprav je bil Campbell potomec zelo ugledne aristokratske družine in so imeli v lasti obsežna zemljišča okoli gradu Inverary v zahodnji Škotski, je bil v resnici vojvodstvo v hudih finančnih težavah. Britanska vlada je po drugi svetovni vojni začela močno obdavčevati aristokracijo kot del svojih prizadevanj za obnovo Britanije.
To, skupaj z Argylovo alkoholizmom, hazardiranjem in zasvojenostjo s predpisanimi zdravili, je povzročilo velike finančne težave. In čeprav se je Margaret teoretično poročila v višji družbeni sloj, je bil prav denar družine Wegum tisti, ki je Argyla rešil pred prodajo njegovega dednega gradu. Žal zakonska sreča ni bila namenjena Margaret in z leti je zakon hitro zdrsnil v grenkobo in sovražnost. Argyll je bil tudi fizično in psihično nasilen, kar sta kasneje potrdili tudi njegovi prvi dve bivši ženi. Potem pa je med njuno kruto zakonsko vojno odkril nekaj, kar je sprožilo enega najbolj senzacionalnih škandalov v sodobni britanski zgodovini in zavedno uničilo Margaretin ugled. Do začetka 60. let je Margaretin zakon obstajal le še na papirju in oba sta razmišljala o ločitvi. Prepričan, da mu je vojvodinja nezvesta, je Argyll vzel stvari v svoje roke. Medtem ko je bila Margaret v New Yorku, je najel ključavničarja, da je na silo odprl zaklenjeno omaro v njunem domu v Mayfairu. Ko je vstopil, je odkril zbirko fotografij, ki so ga šokirale in potrdile vse, česar se je bal glede svoje žene. Nato je vložil zahtevo za ločitev zaradi njene nezvestobe, v upanju, da bo v postopku pridobil tudi finančno poravnavo. Ko je primer prišel na sojenje leta 1963, je pritegnil veliko pozornosti medijev. Kako pa ne bi, saj je vključeval enega vodilnih škotskih aristokratov in njegovo ženo, žensko, ki je bila desetletja ena najbolj znanih angleških družabnic. Vendar pa je, čeprav je bil primer že sam po sebi senzacionalen, pravi preobrat nastopil, ko je Argyll razkril fotografije, ki jih je pridobil. Čez noč je tisto, kar je bil odmevna aristokratska ločitev, postalo nacionalna obsesija. Med slikami so bili polaroidi, na katerih je vojvodinja pozirala gola, razen svojega prepoznavnega tristranskega bisernega ogrlice, v družbi neidentificiranega moškega. Druga fotografija jo je ujela med spolnim odnosom z ljubimcem, katerega identitete ni bilo mogoče ugotoviti. V času, ko je bila ločitev že sama po sebi dovolj sporna, je bilo to izjemno vznemirljivo. Primer se je nato spremenil v medijski cirkus, v katerem so bile vse sočne podrobnosti kaotičnega zakona Argyllovih razkrite javnosti. Obtožbe so nato postale še bolj senzacionalne. Vojvoda je obtožil Margareto, da je imela razmerja z najmanj 88 moškimi. Število je bilo skoraj zagotovo pretirano, vendar to za medije, ki jih je škandal že omamil, ni imelo velikega pomena. Govorice so se širile o izjemni zasedbi domnevnih ljubimcev, med katerimi so bili člani britanske kraljeve družine, visoki aristokrati in vladni ministri. Med omenjenimi je bil tudi Duncan Sandys, minister za obrambo in zet sira Winstona Churchilla. Vsaka nova obtožba je prilila olje na ogenj in kmalu so Margareto poimenovali umazana vojvodinja. Ko se je primer končno zaključil 8. maja 1963, je bila sodba za Margareto uničujoča. Sodnik je ob odobritvi ločitve razglasil, da dokazi kažejo, da je vojvodinja popolnoma promiskuitetna ženska, katere spolni apetit je lahko zadovoljen le z več moškimi, in obsodil njen odnos do zakona kot popolnoma nemoralen. Pripombe so bile široko objavljene in so zagotovile, da jo bo škandal spremljal še dolgo potem, ko so se vrata sodne dvorane zaprla. Po mesecih neusmiljene publicitete in javnega poniževanja je morala biti dokončna razveza izjemno olajšanje. Margareta se je nato umaknila v samo in se za nekaj časa zatekla v oddaljeno vasico na angleško-škotski meji. Morda je bil najslabši del razveze in škandala razkol, ki ga je povzročil med Margareto in njeno hčerko Frances. Leta 1958 se je Frančiška poročila s Karlom Mannersom, 10. vojvodo Rutlandskim. Margareta je odnos načela že leta prej, ko je poskušala vztrajati, da Frančiška vzgaja svoje otroke kot rimokatolike. In ta razkol se je v času razveze še poglobil. Več kot 2 desetletji nista govorili. Žalostna zgodba, v kateri sta se mati in hči pogosto pojavili na istem družabnem dogodku v Londonu in si nista hoteli niti pozdraviti. Kot omenjeno, je bilo Margaretino življenje uničeno zaradi pozornosti medijev in škandala, ki je spremljal njeno ločitev. Poskušala je vložiti več tožb zaradi obrekovanja proti časopisom in drugim medijem, zaradi načina, kako so poročali o primeru in jo prikazovali. Te so bile neuspešne in so ji na dolgi rok povzročile le finančno škodo.
Drugi poskusi rehabilitacije so vključevali pisanje spominov z naslovom Ne pozabi in celo knjige o zabavi, vendar niso bili uspešni, saj je bilo njeno ime še vedno omadeževano zaradi dogodkov iz leta 1963. Do poznih 70 let je Margaret soočala z resnimi finančnimi težavami. V obupanem poskusu, da bi ohranila svoj razkošen življenjski slog, je odprla svoj znameniti dom v Mayfairu na naslovu Upper Grosvenor Street 48 za plačljive obiskovalce. Toda dohodek ni bil zadosten. Leta razsipnega trošenja in slabo presojenih naložb so postopoma izčrpala njeno premoženje. Zato je bila leta 1978 prisiljena prodati hišo, ki je bila njen dom več kot 4 desetletja. Nato se je preselila v razkošen hotel in tako živela več let, vendar ni mogla plačevati naraščajočih računov in je bila na koncu izseljena. Leta 1991, nedolgo preden je umrla, se je Margaret po desetletjih razdora končno pobotala svojo hčerko Frances. Samo 2 leti kasneje, leta 1993, je Margaret doživela hud padec in kmalu zatem umrla. 25. julija, stara 80 let. V tistem času je bila brez denarja in v domu za ostarele. Njen ugled pa si nikoli ni opomogel po udarcu, ki ga je utrpela 30 let prej ob svoji razbit ločitvi. Zanimivo je, da je bila pokopana na pokopališču Brookwood v Wokingu, Surrey, poleg svojega prvega moža Charlesa Sweeneya, ki je umrl le 4 mesece pred njo. Zgodba Vojvodinje je v njenem času povzročila obilico časopisnih člankov in druge medijske pozornosti. Ta razpitost pa je še naprej povzročala razprave in obravnave njenega življenja tudi v letih po letu 1963. Pogledi na sojenje so se v naslednjih letih pojavljali v časopisih in revijah. Leta 1995 pa je bila na Cheltenham Music Festivalu uprizorjena komorna opera, ki je obravnavala sojenje in druge dogodke iz življenja Vojvodinje. Najbolj znana različica njene zgodbe pa je zgodovinska dramska serija iz leta 2021 Zelo britanski škandal, ki je prejela dobre kritike. V glavni vlogi Vojvodinje pa je nastopila Claire Foy. Tako zgodba Margarete še vedno zanima javnost več kot 60 leti po njeni ločitvi, ki je bila polna škandalov. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o Margareti Campbell, Vojvodini Argyleski. Upam, da vam je bil zanimiv. Sporočite mi v komentarjih spodaj, kaj si mislite o videu. In če vas bolj zanimajo škandalozni ljudje ali Britanci, mi to tudi napišite v komentarjih spodaj. Sporočite mi tudi, če imate še kakšne druge predloge in upam, da ste vsi naročeni na moj kanal ter imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vse moje videe takoj, ko jih objavim. Kakorkoli, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjih pozabljenih življenjih. Hvala.